Zdaj v Sloveniji je na področju zdravljenja kroničnih bolečin še premalo zavedanja o pomembnosti zdravljenja. Izjeme so protibolečinske ambulante, ki delujejo v Sloveniji in tam se specialisti trudijo pomagati. Je pa tako, v prvi vrsti bi jaz spremenil šolski sistem na področju, šolski sistem, kamor se pišejo že študente na medicino, in spremenil bi v smislu to, da bi v program medicinske fakultete uvedel, če ne en predmet, pa mogoče v sklopu predmeta nevrologije, vsaj nek del, pa ne vem, 20–30% predmeta nevrologije, bolečinske sindrome, da bi se študente že tam začeli izobraževati o pomembnosti in da bi dobili tam že znanje o bolečinskih sindromih. Verjamem, da bi to lahko izboljšalo potem tudi delovanje teh specialistov, ki ni nujno, da bi bili v ambulantah zdravljene bolečine, ampak bi bili širši v, ne vem, gastroenterologiji, urologiji, revmatologiji in podobno, bi že oni imeli dosti znanja o nevroznanosti bolečine. Kakšna je pa vaša izkušnja? Moja izkušnja z kronično bolečino, ki jo imam že 10 let, lahko rečem, da ni zelo negativno, čeprav na začetku je bilo zelo težko, zato ker ni bilo nobenega razumevanja iz strani stroke, ampak moram vsem podariti, da zaradi mojega angažiranja jaz sem namreč nenormalno veliko angažiral, to jaz sem pač pustil službo revizora, drugače sem diplomiran ekonomist in sem pustil službo revizora zaradi te bolečine in sem vsak dan 10 do 15 ur študiral nevroznanost bolečine. In lahko rečem, da zaradi tega je mogoče moja izkušnja malo drugačna, kot je izkušnja drugih pacientov, predvsem zaradi tega, ker sem dosti hitro začel zastopiti, kaj je z mano narobe in sem bil sposoben interpretirati simptome. Potem sem to razložil tudi zdravniki, ki so mi pomagali in so mi prisluhnili in zato sem zelo hvaležen. Ampak verjamem, da večina pacientov, da njihova življenja ne more biti okupirana z, ne vem, razumevanjem kompleksnih mehanizmov nevroznanosti bolečine in zato si predstavljam komot, ker sem tudi tam doživel, da je duševni pritisk na nekega pacienta, ki ima kronični bolečinski sindrom, ki se ga ne da razložiti, enormen, in da enostavno se to odraža na vseh ravneh njihovih življenj in normalno zelo težko doživijo. Če pa potem naletijo še ob nerazumevanje stroke, ki je tam zato, da jim pomagala, pa je jasno stanje še bistveno težje. Za kakšno vrsto bolečine je šlo pri vas? Pri meni je šlo za kronično visceralno bolečino. Kaj to pomeni? To pomeni bolečina v notranjih organih. Se pravi, somatska bolečina je bolečina, ki nastane kjerkoli na telesu, na skeletu ali na mišičnem sistemu, visceralna bolečina pa je bolečina, ki nastane v notranjih organih. In problem pri tej bolečini je, poleg tega, da je kronična, je to, da je prisotna tudi disfunkcija organov in organi enostavno zaradi povečane senzitivnosti oziroma bolečine ne delujejo pravilno in zato ima pacient mnogo različnih simptomov, od bolečinskih do funkcionalnih, se pravi, ne vem, da so zaprti, da imajo drisko, da imajo napihnjenost, da imajo bolečine in tako naprej. Problem je v tem, da je to še težje videti, ker če ima, ne vem, kdo somatsko bolečino in ima bolečino na roki, je to vse lažje, ne vem, diagnosticirati in probati in visceralna diagnostika pa na tem področju v Sloveniji popolnoma še v bistvu nerazvita. Lahko rečem, da v svetu že obstajajo klinike, kjer dosti bolj učinkovito in obravnavajo in tretirajo visceralno bolečino. Malo smo slišali tako imenovani duševni bolečini. Mislim, da je duševna bolečina zelo tesno povezana s telesno, kakor jo običajno imenujemo. Ja, zdaj tako, duševna bolečina je sigurno, če govorimo, da ima primarno pacient nek kronični bolečinski sindrom, je jasno, da je zraven prisotna tudi duševna bolečina, zato ker je logičen odgovor na bolečino. Moram pa poudariti eno stvar, da duševna bolečina je tudi zelo pomemben, oziroma psiha človeka je tudi zelo pomemben, eden zelo pomembnih modulacijskih faktorov, ker s pozitivnim mišljenjem in naprej v bistvu moduliramo bolečino in lahko tudi zmanjšamo in izboljšamo, čeprav ne moremo odstraniti. Dostikrat, vsaj po mojih izkušnjah, dostikrat pacienti, ko jim je sugerirano, da je pač to psihiatrični problem, ugotovijo, da če se resnično držijo plana psihoterapeuta, lahko zmanjšajo bolečino, vendar pa so pol na koncu vsem 100.000-krat frustrirani, zato ker ugotovijo, da jo ne morejo eliminirati in to jim daje vedeti, da bolečina vsem ni psihični problem, ampak da je psihični problem pač reakcija na kronično bolečino. Vsekakor se strinjam, da je zelo, zelo pomembno pri obravnavi kronične bolečine vključiti tudi psihologe in psihiatre, zato ker
kot sem že rekel, psihično stanje je zelo pomembno. Torej so taki posveti, kot je današnji, zelo pomembni. Zelo pomembni, zelo pomembni. Še to bi rad podaril, da pacientu je treba predstaviti realno sliko. Pač realna slika ne more biti predstavljena na podlagi neznanja in če bi imeli specialisti v Sloveniji na tem področju še več znanja, bi realno sliko pacientu predstavili. In to pomeni, da se mu jasno pove, da psihiater oziroma psiholog ne more odpraviti njegove bolečine, ampak da je vseeno zelo pomemben, ampak da njegova bolečina se ne bo odpravila samo z njim. Ker problem je, saj jaz sem ga tako doživljal in tudi na podlagi, lahko to rečem na podlagi pacientov, s katerimi sem se pogovarjal, da enostavno pacienti, ko ne vejo, kaj je z njimi narobe, uradna medicina ne ve, kaj je z njimi narobe. Enostavno potem tudi sami, ker so toliko obupani, že probajo zaključiti, to je psihični problem, zdaj bom šel s psihiatrom in zadeva se bo končno zrikala. Ampak nažalost so na koncu znova in znova razočarani, ker psihiater tukaj ne more odpraviti bolečine. Zato se je treba zavedati, ker pač če oni mislijo, da jim lahko odpravi, je potem jasno šok, ker jim ne more bistveno večji. Zato je realno treba oceniti, da bolečina je zelo težko odpravljiva, zelo težko, to lahko rečem, predvsem kronično. In da bo potrebno pač long life treatment, da bo pacient lahko živel kar se da normalno. Istočasno je pa ful pomembno, da mu to je tudi pomembno do psihe, da se mu razloži, kaj se z njim pravzaprav dogaja. To je zelo, zelo pomembno. Namreč pacienti so v stalnih mukah, ker ne vejo, kaj je z njim narobe. Ne samo zaradi bolečine, ampak vprašanje, a mi lahko že nekdo končno pove, kaj je z mano narobe. Pa tudi, če mi pove, da je to, ne vem, najhujša diagnoza, samo da jaz vem, s čim se jaz borim. Kakšen bi bil potem vaš nasvet bolnikom s kronično bolečino? Moj nasvet bolnikom s kronično bolečino v bistvu težko rečem. Zavedam se, da bi bilo zelo za njih najbolje, da bi sami razumeli, kaj se z njimi dogaja, ampak mi je jasno, da to večina pacientov ne more doseči nikoli in da bi rekel, da nekako upam, da se bo pač na področju zdravstva obrnilo na bolje in da bodo potem ti specialisti lahko razlagali tem pacientom. Eden od teh bom tudi jaz sigurno, ker pač moja kariera se bo odvila v to smer in da bo pacientom poleg zdravljenja tudi razložil, kaj se z njimi pravzaprav dogaja. Da jim bo razložil, ne vem, osnovno delovanje črevesa, če jim bo bolel čreves, da jim bo razložil, kaj je sploh črevesa, kako to izgleda, ker pacienti se čisto narobe razlagajo in imajo vse možne razlage v ozadju, kaj je z njimi narobe. Enostavno zato, ker jim nihče ne razloži.